Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, na koncu najboljši pravijo. Naša današnja zadnja okrogla miza, za Gazeli je kriza ospočna deska. Gazeli kljub nenehnim vlaganjem v tehnologijo in znanje zmanjšujejo zadolženost in povečujejo dodano vrednost na zaposlenega. V lanskem letu so ta podjetja zaposlovala čez 20.000 ljudi. V 5 letih so število delovnih mest povečala za 11.226.000. 500 najhitreje rastočih podjetij v letu 2013 dosegel skupno prodajo v vrednosti skoraj 5 milijard evrov. Govorimo o Sloveniji. V letu 2008 pa skoraj 1,5 milijarde evrov. To pomeni, da so v 5-letnem obdobju povečala prodajo za 222%. Podjetja so v letu 2013 dosegla skupno oddano vrednost 770 milijonov evrov, kar pomeni, da je ta v 5-letnem obdobju zarasla za 163%. To so izjemno impresivni podatki, če jih primerjamo z splošnim stanjem gospodarstva v naši državi. Vse čestitke. Torej, kateri so osnovni pogoji za rast in kako so se odzvali na krizo, ter zakaj nadpovprečno rastejo po prodaji, dobičku in številu zaposlenih. Predstavili bodo tudi, koliko inovirajo in kako globalno tržijo, ter kako se soočajo s pomanjkanjem ustreznega kadra. Moderatorka bo gospa Jana Petrovšek-Štakl, urednica priloge Dnevnik Kariera, vodja projekta Zlata nit, urednica rubrike Gazela, prejemnica posebnega priznanja Horus za najbolj družbeno odgovorne prakse. Zvrvi prava oseba, da vodi pravo krogonizo s pravimi ljudmi. Izvoliš. Zakaj sem prejle, ko je Natalija govorila o teh impresivnih številkah, kaj so dosegle Gazele, ki so dejansko steber slovenskega gospodarstva, hodila malček naokrog. Morala sem pogledati, da dobro sedite. Jaz vidim, da dobro sedite in da ste zelo dobro pripravljeni na to, da bomo definitivno poleteli. Ali ste mogoče že kdaj doživeli, da bi gledali v oči Gazelo, ki je bila prepoznana za srebrno gazelo, direktorja, ki se je odločil, da bo tudi župan, še ne. Ali ste imeli priložnost govoriti in spoznati direktorico, kjer v podjetju uporabljajo take tehnologije, da si človek ne samo, da jih težko izgovori, zapomni si jih tudi težko. Niste danes. Ali ste imeli priložnost spoznati in govoriti in seveda tudi vprašati direktorico, ki je praktično skoraj da še vroča, komaj da pečena Zlata Gazela? Ne, danes jo imamo z nami. In ali ste govorili, spoznali, vprašali, podsukali za rokav, pogledali v njegove oči, če je iskren, 23-letnemu podjetniku, ki si želi, in jaz verjamem, da to ne bo dolgo želja, sanje mora biti celo, imeti podjetje z 2000 zaposlenimi, ne? Na vsa ta vprašanja lahko danes mirno rečete, danes sem spoznala 23-letnega Marka Borjaka, namestnika direktorja družinskega podjetja Orodjarstvo Gorjak iz Rač. Danes lahko gledam v oči in poslušam impozantno zgodbo Gazele iz Velenja, Plastika Skaza, ki jo vodi Tanja Skaza. Danes lahko s širokimi očmi in ves čas zelo na široko odprtimi ušesi poslušam, kakšne so te neke čudne tehnologije, ki jih uporabljajo v podjetju Pero Črtalič, prav tako družinskem podjetju, ki ga, kot vidite, prav tako vodi dama. Z nami je Mojca Andolšek Črtalič. In danes boste slišali, kaj je bil razlog, da je direktor Gazele, se pravi hitro rastočega podjetja, se odločil postati župan. Ne samo kandidirati, ampak resnično spremeniti svoje lokalno okolje. To je gospod Radko Luzar iz Šentjerneja in sicer direktor podjetja LTK Elektronike, ki je bilo lani prepoznano za srebrno gazelo. In zdaj mislim, da mi lahko res vzletimo, kar pomeni, pripravite seveda tudi svoje vprašanja. Tule zadnje vidite, bodo tekle prosojnice.
Na njih so podatki, kako so podjetja poslovala. Mi se s številkami ne bomo ukvarjali. Mi bomo skušali odgovoriti ravno na ta vprašanja, ki ste jih videli na začetku. Kako jim uspeva zmanjševati zadolženost, kako jim uspeva vlagati v razvoj, kako jim uspeva vlagati v svoje zaposlene, kako jim uspeva ves čas kljub krizi rasti. Gazele pa seveda lahko ves čas spremljate, sploh pa, ker ste mlada generacija, na tistem www, kot je Tomaž prej rekel, babica njegova ni vedela, kaj je ta www, zdaj bom pa povedal, kaj je www, vam ni treba razložiti, skratka na spletnem mestu gazela.com. Pa se ustavimo na začetku, ker delili se boste gazele, seveda se boste delili te mikrofončke, pa se ustavimo najprej prav pri besedi kriza, če si jo drznemo malček razdeliti. Lahko jo delimo, v osnovni šoli smo se vsi učili deljenja, lahko jo delimo na kriza. Ali to dejansko pomeni, da v podjetju vedo, da je treba skupne cilje zastaviti skupaj, dati energijo za dosego teh ciljev, se pravi dati to notranjo strast, se pravi recimo temu krvaveti in doseči skupne cilje. Tanja, vi najbolj kimate, pa bom kar vas izvala. Je kriza pravzaprav tisto nekaj, kar bi lahko rekli, da dejansko daš kri za? Jaz moram, najprej mislim, da se vsi štiri strinjamo tlele, da nas je Jana tako predstavlja, da kaj ne rečemo, da mi bi morali poleteti. Mislim, toliko inspiracije, toliko energije, tako da bomo se poskušali resno pokazati, da bomo poleteli, če pa ne, saj kaj so tisti dosežki, katere smo do sedaj naredili. Jaz, glede na to, da imamo samo 1 uro, pa da smo 4 sogovorniki, imamo eno sogovornico, pa 2 sogovornika, sem si naredila oporne točke, da bom res poskušala biti kratka, pa res bistvo povedati. Kriza, ko se pogovarjamo o krizi, to besedo zdaj že poslušamo kar ne vem koliko časa, 4-5 let, če ne še več, 6. Hvala, Marko. In mi smo iz te krize videli priložnost. Predvsem smo videli priložnost. Potem, da je potrebno tudi odreagirati na krizo, predvsem tudi dodati neko svežo energijo, sinergijo ali pa strategijo, kako spremeniti to krizo, pa jo oplemenititi v neko priložnost. In kaj smo se tudi odločili v krizi? To, kar ponavadi ljudje se radi skrijemo, rečemo, da se je še kriza, ni še potrebno toliko delati na tak način. Mi smo se odločili, da bomo delali tam tisto, kar smo dobri, tam tistega, kar pa ne znamo, pa rečemo, ne znamo, si bomo pa poiskali pomoč. Tako da mi v krizi, v tej kri, ko rečeva, vidimo priložnost in predvsem dobro postavljeno vizijo za naprej. Marko, bi vi rekli, ne, sem si hipoma premislila, Marko, da bom pa kritikala. Marko, bi ti dejal, da pravzaprav lahko rečeš, da ste tudi v Orodjarstvu Gorjak nekako po strani pustili krizo in ste rekli, da imamo kri za, naši cilji so nekaj drugega, ne pa biti v tej krizi nekako nemočen. Dobro, imamo pač tako v poslu vedno, mi smo mogli imeti tudi malo sreče, kot vsi ostali, tudi pač v tej krizi, ki je prišla leta 2008, smo v bistvu bili sredi izgradnje novih poslovnih prostorov in smo se takrat pač odločili, da bomo pač naše delovno silo malo porabili, zato da bomo dokončali ta poslovni prostor do konca. Imeli smo pa drugo srečo, da je naše podjetje se že v začetku pri ustanovitvi odločili, da bomo v bistvu šli v širok asortima orodij. Se pravi, mi izdelujemo orodje za plastične litije in za tlačne litije. V bistvu v tlačnem litiju se je leta 2008 praktično industrija vivarjenja se v bistvu vse ustavila. Torej ni bilo več novih investicij v orodja, smo imeli to srečo, da smo ostali pa v tem področju plastike. Smo v bistvu se takrat uspeli rešiti na ta način, da smo v bistvu pridobili nove posle za orodje za brizganje plastičnih mas. Zraven tega smo pa zaradi našega poštenega odnosa do kupcev uspeli prepričati naše kupce, da so nas poznali kot zanesljivega partnera, ki je vreden zaupanja in so nam v bistvu ohranili nekako posel na takem nivoju, kot je bil, da se pa potem v bistvu za to rast, ki smo dosegali še takrat, reševala ta naša odprtost, da v bistvu spremimo na posebno vseh področjih.
Mojca, tudi vi ste podjetje, ki ve, da je v bistvu disperzija storitev, produktov izjemno pomembna. Nekako takole nikoli ne stavi na enega konja. Ker sem prej povedala, da si nisem niti zapomnila različnih izrazov tehnologije, ki jo vi razvijete. Lahko prosim vi poveste, kaj vse počnete. Ja, zdaj, če smo še pri vprašanju, kar se tiče krize. Tudi lahko. Če pomeni za Fero Črtalič kriza, dejansko to dajmo kriza in bodimo uspešni? Tako nekako, ja. Mogoče bi omenila, da prva kriza je bila v letih 90, ko se nam je zrušil cel jugoslovanski trg. Takrat je bila kriza, ko smo bili pravno podradni, smo imeli nove prostore, pa ostali brez trga. Tako da takrat smo nove temelje postavljali, nove partnerje iskali v Evropi predvsem. Tako da smo se pobrali in to je bila ena odskočna deska za nas, oziroma ena priložnost, da smo našli nove poti, nove smeri, kam smo se obrnili. Zdaj, druga kriza nas je pa doletela 5 let nazaj. Ne? Smo bili pa tudi ravno v veliki investiciji prestrukturiranja podjetja, tako da smo tudi v tem času se v bistvu kadre zaposlovali, hkrati pa spet ostali brez nekega deleža trga in bi ponovno prisiljeni k iskanju novih trgov. Novi trgi pa niso bili več v Evropi, ne? Ampak v bistvu širom po svetu. Tako da zdaj pokrivamo že, moram reči, kar vse kontinente, smo na vseh kontinentih prisotni s svojimi referencami. To, kar si pa izvala me, te naše tehnologije, ki so mogoče težje izgovorljive, se pa ukvarjamo z proizvodnjo in razvojem in raziskavami rešitev za obdelavo površin. Tukaj imamo pa res da več tehnologij in sicer ena mogoče najbolj znana ali pa najmanj zapletena, da boste razumeli, je peskanje. Tukaj je obdelava površin na najbolj mogoče en tak standarden način. Potem pa imamo še tehnologije, kot so shot pinning, pinning, dry ice in tako naprej. Shot pinning razložite. Ja, shot pinning se največ uporablja v letalski in pa avtomobilski industriji. Tukaj gre za posebna utrjevanja površin, ko bojo strojniki, mogoče moja dva sogovornika znala še bolj pojasniti kot jaz, ker nisem iz tehnične smeri, ampak sem v bistvu ekonomijo študirala. Tako, utrjevanje površin, shot pinning v letalski industriji predvsem. Gospod Luzar, kako vidite kri za sedaj, ko ste en mesec župan? Ja, gledajte, ta kriza je, pri nas smo imeli, ko je bila kriza 2009 leta, takrat smo se mi odločili, da gremo v novo gradnjo in v naslednjem letu smo se pravzaprav povečali za 100%. To je bil čas krize in jaz imam enega dobrega kolega razvoja iz ene nemške firme in pravi tako, v času krize moraš delati, ko še nikoli. In to je ta kri, ne? In je rekel, slabe firme bojo jamrale, dobre bojo pa delale. In jaz sem se tega držal in to je rodil uspeh. Podobno je tudi zdaj, ko je ta kriza za dobre, pravzaprav ni kriza, to je dejansko priložnost, to je čas, ko je treba nekaj narediti, nekaj spremeniti, na nov postaviti stvari in to je. Če razumem prav, so prehitro zaključili nov slovar slovenskega jezika, kajti notri bi moralo biti še veliko novih pomenov besede kriza. Jaz upam, se strinjate? Se strinjate? Ja. No, super. To naj hkrati pomeni tudi še eno povabilo k razmisleku, da boste zastavili kakšno vprašanje. Če bo do roke že med našim pogovorom gor, tudi tiste zadaj bom videla, tudi tistele, ker se bom obrnila na vsake toliko časa. Torej, prisrčno povabljeni, da zastavite kakšno vprašanje, kakšno izhodišče boste našli, mora biti tudi na prosojnici, kajti informacije, ki jih bomo ustno delili z vami, bodo drugačne, kot jih boste lahko prebrali tamle gor. Bom ostala, gospod Luzar, kar z vami še naprej. Če nadgradiva vaš odgovor
kriza. Kako izgleda zdaj ta kriza na občini? Vi ste zdaj en mesec, dober mesec, če se ne motim, župan, boste skušali v lokalno skupnost, se pravi na županov urad in v njegove službe vnesti tudi več tega podjetniškega naboja, podjetnega naboja, predvsem pa mora biti bolj odgovornega dela. Skratka, se bo delalo bolj učinkovito, bolj ciljno usmerjeno, kar še ne pomeni, da pravim, da do zdaj tega ni bilo, ampak bo zdaj drugačen vidik vnešen v občino Šentjernej. Ja, res je tako. Najprej mladim moram reči, ne bojte se krize. Ne poslušajte televiziji, ne poslušajte novic, krize ni. Delajte, ker to znate in ste dobri. Bravo. To je prvo. Jaz mislim, da se to Zdaj pa, zakaj sem se odločil za županstvo? Po 20 letih sem bil na čelu firme in sem ugotovil, da sem že neka cokla in da moram stran. In zato sem šel z eno novo na občino, z eno sem šel v podjetju. V občini, tam pa je kriza, predvsem kriza vrednot, res je to. In tam bo pa veliko dela in sem ugotovil, da pač moram tudi nekaj za lokalno skupnost dati, zato sem se odločil za to mesto, kjer želim z eno drugo logiko, z enim drugim pristopom iti tudi v javno upravo, ker to Slovenijo moramo na en način pozdraviti in jo moramo začeti spodaj na občinah, na lokalnem nivoju, da bomo prišli do vrha, do Ljubljane, do sosedne stavbe. Ne vem, če bi se človek v tisti sosednji stavbi z vami čisto strinjal, zato ker veliko je bilo narejenega, nekateri sicer pravijo, da je bilo veliko vloženega v kocke, premalo v tisti trajnostni razvoj, ampak pustimo. Nej kocka ali pa naša žogica gre proti damam. Podatki so jasni, veliko jih je predstavila tudi Natalija, kako najhitreje rastoča in najbolj zdrava, to je treba poudariti, zdrava slovenska podjetja rastejo. Mojca, kako uspete vi v svojem podjetju Fero Črtalič preverjati, ali rastete dovolj hitro? Je merilo določeno število novih produktov, novih storitev, novih tehnologij, ali je to dejansko so to dejansko prodani posli, kako pravzaprav to merite, da ste v sebi prepričani, da ste dovolj hitri? Kaj ti, če imaš slabe podatke, ne dovolj nekakovostne podatke, lahko v razvoju hitro zastaneš in pri tem sploh ne veš, da si že zastal. Kaj torej gledate? Kjere podatke? Predvsem gledamo prodajo, ker smo tudi zdaj v zadnjih letih s tem prestrukturiranjem podjetja pripili prodajni oddelek. Imamo zdaj trenutno malo težav, ker nam pa tehnični oddelek ne dohiteva, tako da smo zdaj v zelo veliki ekspanziji tudi iskanja kadrov in zaposlovanje. Evo mladina, hitro se učiti, hitro šolo končati. Tako da potrebujemo velike strokovnjake, ki so pripravljeni z nami rast in se izobraževati, ker tudi zelo veliko vlagamo v izobraževanje, ker te tehnologije, ki jih mi obvladujemo in jih procesiramo na samem trgu, so tako posebne, da se jih v šoli ne da naučiti. Je pa zelo pomembna ta podlaga, ki jo boste na fakultetah pridobili, ki bo uporabna potem naprej v podjetju. Gradimo pa potem na samih izkušnjah, tako da znanje vsak dan pridobivamo, tudi imamo posebne licence, delamo prav za shot pinning, da smo lahko sploh dobavitelji podjetjem, ki delajo avionsko opremo ali pa letalsko. Tako da izmed 57 na svetu licenci so 2 naše. Bravo. Mojca, morebiti nam še opišete tehnologijo, ki ste naredili za bolgarsko jedrsko elektrarno, tako, da bomo mi razumeli, zato da si bomo vsi lažje predstavljali, kako zelo zahtevna je ta tehnologija in zakaj Mojca trdi, da se tega enostavno ne da naučiti na fakulteti, ampak
to pač prinesejo potrebe kupcev in potem te potrebe v podjetju skušate zadovoljiti. Kaj se torej dogaja z bolgarsko jedrsko elektrarno? Ja, tako kot v vsaki elektrarni, tudi v naši bližini imamo nekaj elektrarn, vemo, kaj pomeni elektrarna v bližini, vemo, da so to v bistvu kontaminirane površine raznih posod, rezervarjev in tako naprej, turbin. V bistvu imamo razvito tehnologijo za dekontaminacijo teh površin, ki so kontaminirane, tako da smo zdaj ravno za bolgarsko podjetje razvijamo te dekontaminacijske rešitve, da bojo lahko očistili površine in jih dali naprej v predelavo, da ne bojo bile radioaktivne. Kratko. Super. Tanja, govorimo o podatkih, za katere so pravzaprav ključni, da so kakovostni in da jih ima management pravočasno v rokah. Kako pravzaprav vi uspete spremljati in meriti, ali je plastika skaza dovolj hitra, dovolj zdrava? Se pravi, dovolj zdrava, da bo tudi v prihodnje nekaj let dovolj hitra. Mislim, da v našem poslu, predvsem v gospodarstvu, moraš na dnevni bazi sprejemati neke določene odločitve. Predvsem zato mislim, da ni podjetja, skoraj rečemo, da ni podjetja, ki že nima teh dnevnih bilanc, ki lahko spremljaš prihodke, odhodke in takoj, ko pride do kakršnekoli težave, ne moreš čakati 3 dni, 4 dni, ampak kupcu moraš takoj odgovoriti, kaj lahko in kaj ne moreš narediti. Tako da, jaz predvsem vidim, da je vedno vse v ljudeh. Ljudje so tisti, kateri delajo posel, ljudje so tisti, ki poskušajo rešiti težavo, ali je težava ali ni. Predvsem, kar pa je, izredno moraš biti fleksibilen. V vsakem poslu, kateremkoli poslu si pač v gospodarstvu, če nisi fleksibilen, če ne ponujaš kupcu ali kupčevemu kupcu najboljše, kaj lahko narediš, najboljša rešitev, že imaš težavo. Moraš mu znati prisluhniti na različne načine, kako omogočiti lažjo uporabo izdelka. Kvaliteta je že sama po sebi umevna, tako da to je še vedno pravim dobro, da je gospod župan rekel, da pozabljamo na prve vrednote. Ena izmed vrednot je poštenje, druga je definitivno v vsakem poslu kvaliteta. Brez tega ne gre. Ostalo so pa vse tiste še dodatne potrebe, katere mora zadovoljiti kupca, ampak vedno vse obojestransko. Tako kupca kot tudi zaposlene, ker samo na tak način lahko ti dobivaš feedback, koliko si dober. Ker, veste, ko že enkrat začneš padati, krize se lahko veliko naučiš, tako kot je gospod rekel, mi smo padli iz krize, pa smo se pol videli, pa smo prišli drugačni nazaj. Pa rečemo, smo morali drugačno, smo morali se nekako odpreti, narediti to širino. Vendar je pa ena zadeva, takoj ko padaš, je že fejs nekaj narobe. Fejs nekaj narobe, zato se s kupcem dnevno pogovarjaš, poslušaš kupčeve potrebe in še od kupca kupčeve še dodatne potrebe. Tako da z roko v roki. Vse z roko v roki, pa vsak dan gledaš številke. Sami ste nedolgo nazaj rekli, v IKEA nikoli nimamo, kar delamo z IKEA, pravzaprav nikoli nimamo časa za nek počitek. Z IKEA se nikoli ne more spati, no. Koliko izdelkov pravzaprav morate narediti, da veste, da to na dolge proge plastika skaza bo lepo rasla? Jaz bom poskušala biti kratka v enem stavku. Da kaj je dobro, da se lahko učimo iz velikih multinacionalk, ali je to IKEA, ali Gorenje, ali Landisinger, ali še katera druga korporacija kot velika, ker od njih se lahko učimo, ker imajo toliko različnih kadrov, toliko različnih ljudi, ko nam lahko dajo tisto znanje, zakaj biti boljši, oziroma zakaj se jim približati. Ko se pogovarjava v IKEA je tako, ko dobiš posel, tisti dan začneš razmišljati, kako bo zmanjševal stroške, ker čez 6 mesecev boš dobil ponovno, te bojo pozvali nižanju cen in ti moraš najti boljše resurse ali saj ugotoviti, kaj jim boš ponudil. Ampak zakaj? Se ne ponujaš njim, ponujaš njihovim kupcem. Spet smo se ustavimo pri kupcu. In vedno pravim, to nas je naredilo bogatejše, modrejše, in nam dalo pogum, da smo šli naprej, da smo naredili korak naprej in da smo pokazali, da ne samo, da za IKEA znamo razviti izdelek, ker da si danes lahko štejemo v čast, da smo razvojno, da rečemo produktno razvojni dobavitelj na svetu za IKEA,
je to samo, da smo bili odprte glave, da smo želeli sprejemati znanje in da smo potem naredili korak naprej in zgradili 2 svoje lastne blagovne znamke. Ker danes brez njih ne bi bilo Organka in danes brez njih ne bi bilo Kozin, blagovne znamke. A še vedno dobro sedite. Dobro sedite. Ampak dolgočasno, tako da moramo videti. Tanjina sodelavka je nedavno nazaj, če ste dobro poslušali, je Tanja omenila znamčenje lastne blagovne znamke. Njena sodelavka je nedolgo nazaj na seznam sicer 100 najbolj poznanih svetovnih blagovnih znamk postavila seveda 101 blagovno znamko in postavila je seveda Kozin. Postavljanje jasnih ciljev je poleg ljudi seveda, ki te cilje uresničijo, izjemno pomembno. Vi v podjetju kar tako funkcionirate, ne? Postavimo si ambiciozen, pa vendar realen cilj in gremo proti njemu. To so vsi smo, kot ljudje smo vsi imamo radi ta čredni nagon, ne? Moramo imeti neko vizijo zastavljeno, strategijo in vedeti, kaj bomo dosegli, ko prijemo do tam. Kar pomeni, vsi smo enako, pri otrocih se že to vidi. Že pri vsakem otroku mu jasno postaviš, ko boš naredil nalogo, boš dobil to in on to resnično naredi. Tako je tudi v podjetju in res je za neverjetno, ko gledam, koliko moraš truda vložiti v eno lastno blagovno znamko ali pa na splošno v prepoznavnost, koliko za tem neke identitete, prepoznavnosti, zaupanja vredno, moraš imeti jasno strategijo, jasno zastavljene cilje, vizija mora biti določena, strategija je še vedno tako, strategija je zastavljena, vendar vedno še en rezervni načrt, kaj če do tega ne pride, kako se pomakniti naprej. Tako da, jaz mislim, da je to dobro za vse nas, predvsem zaradi tega, da vemo, po kateri poti hodimo in to je tudi dokaz, da ljudje cenijo to pri nas, vidijo in ne samo naše stranke, predvsem kupci. Predvsem kupci, ker če vedo, da ti želiš nekaj s podjetjem doseči, reče, aha, super, ta je dobro tudi za nas. Ve, kaj želi in ve, kako bo to skupaj z nami dosegli. Ni kar zastonj zrasel oziroma se uveljavil rek, kupec je kralj pravzaprav. Marko, pa bo to vprašanje zate. Prej mi sicer nismo bili notri, videli pa smo Tomaža pa Alenko, ona da sta govorila, da socialno podjetništvo pravzaprav uresničuje družbene izzive oziroma potrebe družbe. V podjetjih, gazelah uresničujete pravzaprav potrebe, izzive, razvojne korake, za katere mora biti sploh še ne vedo, svojih kupcev. Ja, poskušamo jim zadovoljiti njihove potrebe, včasih nam uspe, včasih je to, pa se nam malo spiži, ampak dobro, no. V večini nam uspeva, no, drugače ne bi biti tukaj smo. Je pa res, da pač inovativnost v podjetju je zmeraj potrebna. Zdaj, v našem podjetju mi smo pač dobavitelj avtoindustrije, kjer mi z svojimi idejami v bistvu ne moremo nikakor podreti, zaradi tega, ker so pač tukaj vseeno zadnji neki varnostni elementi, kjer pač ti z svojimi idejami težko prideš naprej. Ampak pač uspemo pa z vlaganjem v inovativno tehnologijo dosegati v bistvu krajše dobavne roke, ne? Se pravi, pač nekako tako poskušamo, potem pač v bistvu še bolj celovito rešitev zagotoviti kupcu, se pravi... Rešitev na ključ? Skoraj, da? Lahko bi rekli. Ne. Ravno smo zdaj šli v investicijo za ta 3D merilni skener, v bistvu investicija sama po sebi nekje 10 000 evrov. Moramo izobraziti svoj kader, pač s tem bomo pridobili v bistvu na kvaliteti, kar pa je danes kupcem v bistvu najbolj pomembno. Cena in tak cena. Cena je večja trg in tisto je, kakšna je. Ker se lahko izboljša še kvaliteta. In pač to kupci vedno iščejo, večno iščejo izboljšanje kvalitet, sploh v avtoindustriji. Kako vam pravzaprav uspeva dosegati vedno krajše roke za zadovoljitev potreb kupcev? Prejle smo se pogovarjali, da so pravzaprav ti roki, da morate dokončati zadevo v 3-4 mesecih in to se še skrajšuje, tudi gospod Luzar pravi, da so ti roki vedno krajši. Ja, naši dobavni roki nekje za orodje se gibajo tam v povprečju 12 tednov. Se pravi... Vsi ste hitro zračunali, ne, koliko je to mesecev. Se pravi, mi dobimo, to se pravi 3D model nekega produkta, rečemo, da je to ta flaša in v 12 tednih mora ta flaša priti v serijsko proizvodno, prvi kosi morajo priti iz našega orodja. Se pravi, ja, frekvenca je, ne vem, če gledamo 5 let, 10 let nazaj, v bistvu
ostala nekje povečje enaka, ampak torej, težavnost in pa zahtevnost kosov se pa je bistveno spremenila. Pač to lahko dosežeš samo s tem, da večno vlagaš v izobraževanje kadra, da si vedno v stiku za najnovejšo tehnologijo, sam tak se da doseči, da boš z dobavnimi roki v bistvu zanimiv za trg. Ni, večno vlaganje. Naše podjetje si v 25 letih, odkar imamo podjetje, nismo izplačali niti enega evra dobička, vse, kar naredimo dobička, ga vložimo nazaj v podjetje. Se pravi, večno vlaganje. Razvoj, zastavljeno vlaganje. Hvala lepa Alenka in drugim za aplavz. Dejansko imam tule eno vprašanje, pa vidim, da čas prehitro drvi, pa bom ga zastavila res malo, ko sem v tebi. Omenil si investicijo v 3D skener, koliko pa morate na leto v povprečju vložiti, da ste dovolj zdravi in hitri? Ker te investicije pravzaprav so investicije v dolgoročno rast podjetja, ne samo za zadovoljitev enega, recimo, posla. Zadnja večja investicija, ki smo imeli, v bistvu mi vsako leto vlagamo v podjetje. Ne vem, minimalno, kar vložimo na leto, nekje cirka 150-200 evrov vložimo na leto minimalno. Zadnja večja investicija, ki smo imeli, je bila ravno v času krize, leto 2009 smo vložili v podjetju vse skupaj 450 evrov. V letošnjem letu smo z vsemi investicijami skupaj, ki smo jih naredili, pa ki bo realizirane v bistvu v naslednjih 6 tednih, se bo vse v bistvu zaključile, smo pa vložili podjetje leto že, mislim, da če vam pravo številko zavljali, 720 evrov. Čestitam. Bom še vprašala, seveda še tisto vprašanje. So to pretežno lastne veri ali tudi banke skušajo z vami teči? Ja, v bistvu je bila tu ena zelo, spet sreča. Dosegli smo, pri Cimusu smo si izborili zelo dobre cene. In v bistvu je Cimus potem bil zelo slab plačnik, ampak mi smo preko tistih avansov v bistvu redno stroške nekako pokrili. In potem so oni v bistvu nam ostali zelo dosti denarja dolžni, potem, ko je prišla ta pomoč države, so oni nam v bistvu vse odplačali. In smo si naredili zalogo denarja, ki jo imamo v bistvu odzade za redno financiranje nekih manjših investicij. Za večje investicije pa se moramo zahvaliti Slovenskemu podjetniškemu skladu, ki je v bistvu... Juhuhu! Ja. En aplavz za Slovenski podjetniški sklad. Pomagajo pomembno tudi sferi, pomenimo dva pomembna podporna dejavnika v podjetniškem podpornem okolju. Ja. No, in se pravi, ta Slovenski podjetniški sklad je tudi letos spoznal v nas, da smo podjetje, ki je vredno njihovega denarja, v bistvu smo dobili spet povrjeno na polovico in ene večje investicije. V bistvu smo šli na največjo, se pravi na 500 000 evrov, 250 000 evrov smo dali oni, 250 000 evrov smo dali sami, to smo vzeli, teh drugih 250 000 evrov smo vzeli kredit, za ostale investicije smo pa imeli lastne vire, ki smo vložili. Vse čestitke. Tanja, vi ne bom ravno rekla, da imate na lagerju že ne vem koliko denarja za novogradnjo, ker vi potrebujete večje proizvodne prostore, vas bom pa vprašala nekako takole. Težko človek sledi pravzaprav rasti v milijonih plastik izkaza, ki raste tudi po številu zaposlenih. To je tista res prava plat, vsako novo odprto delovno mesto šteje. Težko vam sledimo od 15 milijonov evrov prometa v 2012 oziroma 2013, 2014 bo ta številka, mislim, da kar 30 milijonov. Kaj pa to dejansko pomeni, koliko morate vložiti, da pravzaprav lahko sploh v podjetje pripeljete toliko posla? No, najprej bi tudi jaz povedala pri Marku, res se dogaja, da družinska podjetja večinoma dobičke ne pustijo jih v podjetju, zaradi tega, ker želijo, da podjetje raste, da se podjetje razvija in ta denar vidijo kot največjo investicijo. Mi cirka v sam razvoj namenimo nekje 4-5% našega prihodka, vendar naši projekti so malo drugačni. Mi pa mogoče oba v enem modelu smo v plastiki. Za vsak projekt, mi nekje 5 do 8 obdelamo na leto, je potrebna neka doba od razvoja, od konstrukcije in tako naprej. Tu bi se lahko kar nadaljevala zgodba naprej, ampak je potreben denar, nek vložek, ki se mogoče potem šele čez leto in pol obrne. Tako da
Največ gre v tehnologije, razne tehnologije, v razvoj, v kadar, čisto enako, tako kot se pogovarjava v tem. Mislim, da smo si kar v nekih določenih zelo, zelo podobni, če bi se zdaj pogovarjali gospodarstveniki med seboj. Vidimo, da potrebujemo strokovnjake na takih mestih, specialiste, potrebujemo dobro opremo, zelo dobro opremo. In druga zadeva, mi smo konzervativni, mi smo zelo konzervativni, včasih rečem malo že preveč. No? In za investicijo se potem nismo odločili ne zaradi tega, ker ne bi bilo denarja, vendar zaradi tega, ker noben kupec ne čaka tako dolgo, koliko lahko naša država ta čas podaljša. Tako da tu imamo majčkem težav, ampak potem se pa najdeš pa drugačno, ko moraš biti fleksibilen, pa poiščeš razne kooperante, pa nekaj daš ven, pa najde skladišče zunaj, tako da ne, smo pa kar pravi malo konzervativni, še vedno se poslužujemo lastnih virov, ampak absolutno pa povabimo banke, ker jih vidimo tudi kot poslovne partnere z nami, tudi v sodelovanje. Mojca, koliko ste vi konzervativni pri denarju? Ja. Ali pustite, da banke za vami tečejo? Finance imam jaz pred sabo, da jaz ravno tako vsak dan gledam te evrčke, prihajajo, odhajajo, tako da tudi kar mesečno planiramo, kaj bomo investirali. Tudi mi smo v letošnjem letu samo z eno investicijo, z nakupom oziroma z razvojem ene robotizirane celice, ki je bila v vrednosti 500 000, to je bila ena od investicij, potem pa poleg tega še nekaj manjših, tako bi lahko tudi se Marko tu pridružila, okrog 700 000 je že šlo letos v investicije, s tem, da smo tudi v gradnji. In ravno tako bo treba tudi tukaj še ta zalogaj finančno speljati. Moram pa tudi jaz tukaj izpostaviti podjetniški sklad, ker nam je tudi v bistvu eno celico tudi v 50% sofinanciral, tako da vse čestitke, tudi denar je že na račun prišel. Potem mogoče še SID banka, ki ima tudi zelo ugodno obrestno mero, tudi oni so nam šli v bistvu naproti, vidijo, da imamo pravo smer investicije, katere trge obdelujemo in tako naprej, in da so to v bistvu razvojni trgi, ki naj bi prinašali. Preden bo gospod Radko Luzer odgovoril, koliko zelo konzervativni so, pa koliko evrčkov vložijo letno v razvoj. Kdo od vas je premislil, koliko je to denarja od njegovih rednih mesečnih prihodkov 4 do 5%? Kdo je začel malo razmišljati o tem, kaj bi se zgodilo z mano, če bi 5% vsak mesec dal na stran v svoje cilje? Kdo je naredil ta izračun? Noben ni v glavi prekalkuliral, zakaj pa jaz, Alenka je zagotovo začela o tem razmišljati, zakaj pa jaz ne dam, ali pa koliko pa pomeni pri meni od moje štipendije ali pa tega, kar mi starši dajo, od moje plače 10%. Ta razmislek, ne, mislim, da ni slab. V lažje uresničitev ciljev. To moram prekiniti. Zadnji sem ravno bral eno raziskavo. Slovenci smo glede privarčevanega denarja na bančnih računih med 5 najboljših na svetu. Kaj pa pri uresničevanju svojih, recimo, da tudi podjetniških idej in uresničevanju s tem denarjem, ki ga imamo na banki ali v štumfu? Te raziskave še Evo. Vratko, dve vprašanje pravzaprav za vas. Koliko torej LTEK elektronika že vlaga v povprečju v tehnologijo in tudi seveda v razvoj ljudi in kakšen je bil ta razmislek predvsem mladih ljudi, ki imajo podjetne ideje, kako to zinvestirati? Vi z mladimi tudi kar nekaj delate. Ja, pri nas je, mi imamo strategijo, da smo neodvisni od bank, tako da banke pravzaprav za nami hodijo in ponujejo posojila. To je eno. Zdaj investiramo pa od 15 do 20% letnega prometa v opremo, v razvoj, v ljudi, v vse skupaj vsa leta. Tako da zdaj otrok je po 20 letih polnoleten in zdaj pa že lahko mogoče kaj stran vzamemo.
Drugače je pa ves razvoj, kot je že kolega omenil, je investiran, mislim, ves dobiček je investiran v razvoj. Brez tega dejansko ne gre. Mogoče razmislek, predvsem za mlade. Ja, za mlade pa ta prva banka so stari starši za začetek, ne na banko. Malo več kmečke logike in če sam poslušate, kako Amerikanci to delajo, pa kako kaj. Zaradi denarja mora podjetnik spati mirno, on se mora posvetiti projektu, ideji, uslugi, ne vem komu. Se ne sme z denarjem ukvarjati. In mora imeti mirno spanje, da ga želodec ne boli, da ga ne more nič delati. Dajmo se še malo staviti pri denarju. Če ste bili pozorni pred dnevi, ste verjetno opazili tudi lestvico 100 najbogatejših Slovencev, ki se oblikuje, da opozorim, po vrednosti kapitala njihovih podjetij, ne potem, koliko je debela njihova denarnica. Povprašanje za naše gazele, ki so tudi na tem seznamu, se pojavlja letos prvič. Kar pomeni pravzaprav, da vrednost njihovih podjetij izjemno hitro raste in da so globalno prepoznana podjetja. Najprej vprašanje, gospod Luzar, za vas. Kaj vam pravzaprav pomeni to, da se je LTEK Elektronika umestil, z vašim imenom tudi zraven seveda, umestil na ta seznam 100, imenuje se tako 100 najbogatejših? Zdaj slišim, da smo med 100 najbogatejšimi, to nismo si prav gotovo, ne. Ampak, gledajte, to bogatstvo je pravzaprav, vse jaz lahko spi en liter vina na dan, pa eno kokoš pojem, vse to ne rabiš tega denarja. Bistvo je to, da ti investiraš, da odpreš nova delovna mesta, da razvijaš idejo naprej, da omogočiš mlajšim generacijam neko vizijo, budućnost, ki jo podjetje pravzaprav ima in ta potencial in kapital. Meni so, jaz to ameriški način razmišljanja ni meni domač. In to zame ni vrednota, da si na tisti lestvici, ker enostavno, saj fajn se sliš, pa ne vem kaj, ampak to ni to, ne. Na seznamu pa zagotovo je plastika skaza. Tanja me tako pomenljivo pogleduje, pa bom takole vprašala, Tanja, kje so pravzaprav meje, ki jih vi vidite za vaše podjetje in tista meja, pri kateri bi rekli, zdaj sem pa res zadovoljna s tem, kar smo naredili? Ja, jaz pravim, ni mej. Vse se da, če se hoče. Ampak mogoče bi pa samo kakšen stavek to vzela, res za tisto. Jaz vas nisem vprašala tega. Pa bom rajše tako rekla. Še enkrat zelo lepo, Jana, da ste povedala, da to ni denar nas, ampak da je to denar podjetja. Vseh zaposlenih, ali je to 200, pri nas 200 ljudi, v enem drugom podjetju 50, nekje kakorkoli, če pogledava. Še vedno je to samo en dokaz, da so zadovoljni, da ljudje pokažejo neko, da smo prepoznavni na trgu. Predvsem to pomeni tudi zadovoljstvo kupcev, da so nas videli, ampak včasih imamo že kar tak mal grenek priokusa. Če ponovim od Aleksandra Zalaznika, mogoče njegove besede, našega predsednika Združenja menedžerja in direktorja Danfosa, kjer je rekel, da mogoče malo premalo smo menedžeri v ospredju, da pokažemo, kako moramo narediti denar. Kako moramo vsak dan narediti denar, narediti z enega evra 2 evra, ali kaj odvisno koliko, da je to tudi 3. In da tista lestvica je za nas mogoče samo en tak slab priokus, kako nas nekdo drug vidi. Drugače bi pa dala našim mladim mogoče eno vprašanje, pa povedala, ko so me vprašali pri 18 letih, kaj bi zdaj naredila, ko si dobila nekaj denarja, kot ko sem delala kot promotorka, in takrat sem to prvo rekla, wow, zdaj si moram kupiti en avto. Kaj si lahko kupim? Takrat so bili Jugovci v modi. Jugo, super, koral, to se spomnim, koral sem imela dobro barvo. Prvo je šlo v avto.
Ko bi me pa danes vprašali, kaj bi naredila z milijon evri ali pa karkoli, bi naredila prvo to, da bi vložila v znanje. Ker danes, če nimaš znanja, nimaš nič. Stroji so posledica dobrega dela. Stavba je posledica dobrih pogodb. Vse, kar delajo ljudje. In resnično in trdno stojim za tem. Tako da sedaj je tista možnost, ko vlagate v vas, tudi mi še vedno moramo vlagati. Vendar kaj je, če se nismo prej to učili, pa smo mogoče radi kaj zažurali, pa tako, pa si kupili kak dober avto, moramo zdaj vse nadoknaditi. Tako da res toplo priporočam, tako kot podjetje vlagajo v razvoj kadra, v investicije, v robote in tako naprej, tehnologije, da vlagate vase, ker je to edino bogatstvo, ki vam ga nihče ne more vzeti. To bi bil mogoče en tak moj zaključni stavek pri 100 najbogatejših. Človek je najbogatejši takrat, ki ima zraven govora, predvsem tisto znanje, ki stoji, ki je samozavesten in lahko pove, kaj zna. Tako da vlagajte v znanje, avti bo pa tako in tako prišli, ker bo banke za nami, pa nam bodo pomagali. Če ne bo uspeli. Boste takole kot tistile mladi ljudje gor na prosojnicah z velikim veseljem in tudi takole kot naše gazele, ki z velikim veseljem in to energijo srca visoko v zrak dvigujejo kipce gazele. Mar pa še vprašanje zate, kaj je pravzaprav pod tvojem mnenju tisto, kar naj se mlad človek res sprašuje, pa kako naj si pravzaprav postavlja cilje. Mi v zadnjem času, ko si prvič izrekel in po mojem tudi zapisal, da tvoja želja imeti podjetje z 2000 zaposlenimi, veliko govorimo o tem. In mogoče tudi do dvorani tukaj, kar rečem, tale Gorjak je pa sanjač. Ampak kje dejansko, kaj misliš, kako naj si mladi zastavljate cilje, kako si jih zastavljaš ti in kako dejansko vidiš to podjetje z 2000 zaposlenimi, ki bo seveda v Sloveniji. Ne v Avstriji, to hočem povedati. Ne bomo se prisilili na Cipr pa Luksemburg. V glavnem, jaz pač pravim, da pač nek cilj, če je to cilj, jaz bi to rekel, da so sanje. Ampak pač sanjati je... Ja, ko sem mlad sanje, kaj boš, ni več drugega. Domišljija je na vrhuncu, ko pa sanjaš, kaj bo vse bo. Jaz predn grem spad in razmišljam, kaj bi vse mi naredili, kaj bi mi vložili, da bi bili boljši, da bi bili bolj uspešni na vse. In potem si zastavimo neke kratkoročne cilje, ampak pač moje sanje na dolgi rok so pa pač imeti podjetje z 2000 zaposlenimi. Tudi o tem se že sanjam. V glavnem, pač ne zastavljate se cilje, ki so uresničljivi v roku enega tedna. Zastavljate se cilje, ki pač boste mogli narediti malo več, kot pa sam, ne vem, par ur na dan, da bodo tisto dosegli. Mi, recimo, jaz v podjetju se zbudim zjutraj, pa grem v bistvu skoraj do zadnje iz firme. Pač, to meni oče rekel, ko sem pač pred parimi leti, ko sem se takrat redno zaposlil, jaz sem že drugače 16. letja v podjetju delal preko študentov, takrat, ampak pred parimi leti sem se pa redno zaposlil, mi je rekel, gledaj Marko, če boš delal za plačo, pojdi. Idi drugam, najdi se službo. Rekel, to je moja dediščina tebi. To je tvoje podjetje, ti delaj z njim, kar boš delal. Ampak verjemi mi, da ne delaš za plačo. In tega se jaz držim. Jaz ne delam za plačo, jaz delam za to, da imajo pri nas trenutno 52 ljudi zaposlitev, da so družine doma srečne, da vlagamo v okolje, da grem z dvigano glavo po ulici, da me ni sram, da sem komu kaj ukradil, da sem komu kaj naredil. V glavnem pač, to je neko moje načelo. Vse ste slišali, kaj mu je oče rekel, če misliš hoditi samo služba, ne pojdi raj kam drugam. Pri Mojci ni bilo dosti drugače, ampak oče malček z drugačnimi besedami povedal. Mojca je prišla še kot zelo mlada, še kot študentka, če imam prav, k očetu pa rekla, ati jaz bi pa v našem podjetju malo delala. Kaj je oče rekel? Ja ne, če boš malo delala, potem tega ne boš počela tukaj, ali boš delala oraj, ali pa nič. Mojca prve delovne izkušnje, kakšne so bile,
Pa ali mogoče preveva to razmišljanje, ki ga je Marko delil z nami, se pravi, delaj, ker delaš pravzaprav zase. On je sicer v lastnem družinskem podjetju, ampak ali lahko ta miselnost preveva tudi vsakega zaposlenega. V tem smislu, delam dobro, odgovorno, zato ker pravzaprav delam zase, ne za črtaliče. Ja, jaz moram reči, da imamo ekipo tako, da nima delovnikov 8 ur. Delamo vsi 10 ali več ur na dan. Jaz nekje povprečno kar kakšnih 12 ur na dan, no, ker se pač tako, kot je Marko rekel, zjutraj pridem pred 7 in grem 5, 6, 7 domov. Tako da tudi nekateri zaposleni na teh pomembnejših funkcijah ravno tako imajo tak delovnik in so tudi temu primeru nagrajeni, ne? Ker v bistvu živijo za naše podjetje, tudi temu, da niso družinski člani. In imajo to pripadnost in so tudi že več desetletij pri nas. Moram se zahvaliti tudi vsem zaposlenim, no, ki so res z nami in ustrajajo. In tudi prej, ko smo o dobičku govorili, ne, mi dobiček ravno tako kot vsi moji predhodniki vlagamo nazaj v razvoj in v investicije. In pa tisti del, ki gre v bistvu v našo lokalno skupnost, tudi nek odstotek gre, je temu namenjen, in pa nagrade zaposlenim. Če smo dobro delali, si bomo tudi nagrade na koncu razdelili in je tudi vsak zaposlen, od tistega, ki dela v bistvu za stružnico, do tistega, ki je v prodaji in v tehničnem oddelku, bo dobil nagrado. Tako da to je naš vložek tistega 100 najbogatejših, nazaj investiramo v razvoj kadrov in to je to znanje, kadri zaključni. Kot ste sami razbrali, gazele niso samo zdrava, hitro rastoča podjetja, ampak izjemno družbeno odgovorna. In ker ste dobili več kot odlično predstavitev, po mojem, odličnih praks, odličnih slovenskih podjetij, imate zagotovo tudi kakšno vprašanje. Vsako vprašanje šteje. Ni neumnih vprašanj, ni neumnih... Kakšno vprašanje, publika? Jaz pa imam. Odlično. Se lahko prosim predstaviš? Sem Simon Lesničnik. Simon, živjo? Živjo. Mene zelo zanima, pač, kot ste rekli, zdaj čisto vsi, pač, da v bistvu je za seveda uspeh tudi samega podjetja, no, delno, pač, tudi, da imate seveda 10 in 12 urne delovnike, pač, da ste izredno pridni. Pač jaz to malo bolj še staro, marksistično razmišljam, pač, človek ima tudi neke svoje omejitve, ne, pač, sem bolj mnenja, da 10-12 ur nekaj dela, če je zelo psihološko naporno ali tudi fizično, ne, tudi, da je neko že to, da greš preko samih zmogljivosti svojega telesa, pač, je neko potrebno razčleniti, seveda, ne, delo, spanje, pa seveda užitek in pač me zanima, je dejansko pač ta trda delavnost pogoj za neko uspešnost podjetja, ali se da tudi v teh, naprimer, 8 urah nekaj kvalitetno seveda naredite. Pač kako je to vaš, kako se to gre? Mislim, da ste vsi na to takole. Jaz bom na kratko. Ni dovolj samo biti pridni, predvsem je treba pametno delati in strokovno. Strinjam se z vami. Eni imamo delovnike, ne vem, 12 ali še več ur, ali 10, kakorkoli, vendar najbolj pomembno je, da ti veš, da razporedi svoj čas. In se strinjam z vami. Nekdo lahko v 6 urah dobro naredi. Zakaj ne? Sem mogoče je pa to že potem postane tako, malo si že, kar zdi se mi, da ne znamo iti domov, no? Da imamo ta problem, da ostanemo, pa kar mislimo, da moramo še pa to zdaj rešiti, pa še to zdaj in to postane. Drugač pa, danes so se spremenila pravila, delaj pridno, ampak delaj pametno in strokovno. In če narediš v 6 urah, zakaj ne? Zakaj ne? To je moje videnje, no? Moje je sicer drugačno. 8 ur je premalo, vrhunski športniki hoče na olimpijskih igrah zmagati, če bo 5 minut na dan trenirali premalo. Zdaj, če se za to odločiš, je pač to ta pot, če hočeš biti uspešen, ker vsi drugi v isti vodi kuhajo in delajo mogoče še več kot mi. To je zgodno. Jaz se bom spet na eno raziskavo navezal. Ja.
Torej, zadnja raziskava glede IT inženirjev je bila narejena, da IT inženir v povprečju v 12 urah je največ doseže v 12 urah. In oni so naredili v bistvu to, da v petkih IT inženirji v Ameriki ne delajo. Delajo od ponedeljka do četrtka, ampak delajo po 12-13 ur. Ker dokler se oči navadijo, dokler se ti navadiš v nek ritem, rabiš en svoj čas zjutraj. Ko lokomotiva, tista je stara. Koliko se zavalfaš, pol izkoristi to, da gre. Da se še enkrat ustavil, se boš ustavil, verjem mi, da že pol pališ, pol se ne možeš živeti. Jaz sem mogoče rekla, tukaj smo družinska podjetja predvsem, ne? Mogoče tukaj v družinskih podjetjih malo drugače, kot pa v nekih podjetjih, ki so mogoče tako bolj socialistično naravnana, ne? Mi 12 ur, kad delamo kvalitetno. S srcem. In ko ti vidiš, da sodelavec dela, nimaš srca, da bi ti pa zdraven delal ali pa vzel torbo pa šel domov. Ne moraš. Padeš noter, delaš. In ko delamo vsi. Ne? Je pa res, ne? Si vzamemo tudi čas za počitek potem. Ampak, ne vem, tukaj so, mislim, da družinska podjetja bistveno drugačna od nekih normalnih služb. Jaz tega nisem nikoli spoznala in ne poznam in tudi ne razumem ljudi, ki delajo v takih službah. Jaz ko pridem na upravno enoto, jaz sem tako živčna. Raza. Ali pa na pridružujem, ja. Ne morem tega tempa razumeti, ne? Ker sem navajena od mladih nog, da je to bilo skozi v movingu. Mogoče bi sam iz eno besedo, no, bil sem prej malo krivičen. Glejte, naši vrhunski programeri jih pa pravzaprav podim domov po 8 urah, da sapo zajamijo, ker če je res skoncentriran sam na eno stvar, je 8 ur maksimum. Tudi kirurgi ne operirajo 8 ur, ampak sem 4 ure recimo. Če je operacija daljša, mislim, da je zaključena. Ja, odvisno od narave dela. Menedžeri, to je drugačno za 100% Če smem našo debato, ki se žal ni razvila v debato, mi smo sicer bili zelo zagreti, vi malček manj, ampak tako zelo dobro ste bili pripeti na svoje stole, da nobeden ni pobegnil. Tako da hvala lepa vam za skoraj da 1-urno pozornost in zdaj se pa res potrudite. Fejst, zaploskajte, skratka županu, direktorju, ki bo začel spremljati javno upravo. Strokovnjakom, ki delajo čudeže v letalski, avtomobilski, jedrski industriji, predstavljala šefici podjetja, kjer se otrok ne da več poditi s kuhalnicami, zato ker delajo plastične kuhalnice in so se tudi otroci zelo spremenili. In zagotovo bodoča gazela, čeprav bi mogoče kdo še rekel, da je šmrkavec, slabih 7 dni star 23-letni Marko Gorjak iz orodjarstva Gorjak. Ostane samo še, da se zahvalim vam, ki ste prisluhnili, vam, ki ste povedali marsikaj in upam, da boste zdaj po slovenski tradiciji izkoristili priložnost in jih nagovorili na hodniku, na toaleti, skratka, kjerkoli jih boste ulovili, kajti takšne priložnosti se ne sme izpustiti. Jaz sem pri gazelah srcem že sraven, Jana, ti veš, od začetka in zame so gazela pojem ne strahu, ne poguma, pojem tega, kako je potrebno živeti. Odnesite to sporočilo s seboj in oddelajte tistih dodatnih 10 000 ur, o katerih ste tudi vi govorili. Ja? To je eno tako pravilo. 10 000 ur oddelate več od vaše konkurence in boste najboljši na svetu. Uživajte!